Pogosto sem razmišljal, kako lahko cerkev bolj jasno pokaže svoje poslanstvo, da je priča usmiljenja. To je namreč pot, ki se začne z duhovnim spreobrnjenjem. Moramo iti po tej poti, zato sem se odločil napovedati izredni jubilej, katerega središče bo usmiljenje Boga. To bo sveto leto usmiljenja. Hočemo ga živeti v luči Gospodove besede, bodite usmiljeni kakor oče, to velja predvsem za spovednike. S temi besedami je papež Frančišek ob sklepu homilije med spokornim bogoslužjem 13. marca v baziliki svetega Petra med pobudo 24 ur za Gospoda napovedal izredno jubilejno leto posvečeno Božjemu usmiljenju. To sveto leto se bo začelo na letošnji praznik brezmadežnega spočetja ter se bo sklenilo 20. novembra 2016 na nedeljo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je kralj vesoljstva ter živo obličje očetovega usmiljenja. Organizacijo tega jubileja zaupam papeškemu svetu za pospeševanje nove evangelizacije z namenom, da ga bo lahko dejavno vodila kot novo etapo poti cerkve pri njenem poslanstvu, prinesti vsaki osebi evangelij usmiljenja, je dejal papež Frančišek ter nadaljeval. Prepričan sem, da bo vsa cerkev, ki tako potrebuje usmiljenje, saj smo grešniki, lahko našla med tem jubilejem veselje odkriti in dati rodovitnost Božjemu usmiljenju, s katerim smo vsi poklicani dati tolažbo vsakemu moškemu in vsaki ženi našega časa. Papež je zbranim v baziliki svetega Petra še dejal, ne pozabimo, da Bog vse odpusti in da vedno odpušča. Ne utrudi se odpuščati, je dejal papež Frančišek.